pozdravljam profesorja Aleša Vodopivca, profesorja arhitekture na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, sicer tudi učenca Edvarda Ravnikarja, na čisto nasprotni strani tudi profesorja Marjana Kočevarja, med drugim profesorja sociologije prostora na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Takoj levo od njega Peterlin, se pričuje Marko, Marko Peterlin pobira nekako drugačen pristop, sicer tudi arhitekt, ampak verjetno on je edini nekako predstavnik neke NGO sfere, bi lahko rekli tako, ki z nekimi čisto drugačnimi pristopi od spodaj poskuša vplivati na prostor in recimo na življenje v njem. In vodil okroglo mizo bo Matevž Granda, tudi arhitekt, sicer tudi revijalni kolega, kot bi rekel, vodi izredno zanimivo revijo Outsider, ki nekako združuje recimo temu arhitekturno mišljenje z nekim tudi širšim humanističnim pogledom. Revija bo na voljo, se bo prodajala tudi na sejmu, tako da vabljeni od torka naprej, mimo naših stojnic, kjer si jo boste lahko kupili. Tako da jaz bom kar predal besedo Matevžu in hvala vsem, da ste se oglasili. Dobro večer in lep pozdrav na tej okrogli mizi, kjer bomo nekako ne Novogoričani govorili o Novogorici, ampak ne bomo govorili samo o Novi Gorici, govorili bomo tudi o dvojnosti modernističnega mesta in sodobnega mesta. Zahvaljujem se organizatorjem za to povabilo in to priliko, da o tej temi spregovorimo, ki je zelo zanimiva in pomembna in ponuja veliko izzivov in iztočnic za prihodnost in za razmišljanje o prihodnem razvoju. Med samo okroglo mizo se bomo dotaknili veliko različnih tem in mogoče bi začel z enim, kot so omenili, pač jaz sem urednik revije Outsider in naša izhodiščna misel je bila, da ne moramo govoriti o arhitekturi, ne da govorimo o ljudeh in ne moramo govoriti o ljudeh, ne da govorimo o arhitekturi. To lahko parafraziramo in arhitekturo zamenjamo z mestom. Rečemo, da ne moremo govoriti o mestu, ne da bi govorili o ljudeh in ne moremo govoriti o družbi, ne da govorimo o mestu. To je nekje vedno eno z drugim in kdor formo mesta loči od sociologije, od družbe, ne funkcionira ne mesto, ne družba in obratno. Nastanek Nove Gorice, če gremo hitro čez zgodovino, ker jo najbrž vi bolje poznate kot mi, ampak vseeno, da nekako naredimo neko podlago te debati. Nastanek Nove Gorice sega v leto 1947 po mirovni konferenci v Parizu. Je Gorica pripadla Italiji in zaledje Gorice, naravno zaledje Gorice, Soška dolina, Vipavska dolina in Kras so ostali brez centra, brez upravnega središča. Zato je takrat padla odločitev, da se na tem mestu zgradi novo mesto, ki je kmalu dobilo ime Nova Gorica in je nastalo na takrat praktično praznem prostoru, na travnikih, ki pa so bili že nekje že neka predpostavka širjenje Gorice. Torej, te dve mesti, ki zdaj tukaj soobstajata v neki razdalji par kilometrov, imata že zgodovinsko neko vez, ki je bila ustvarjena preden je meja ločili te dve območji. Ideja, ki je bila, oziroma takrat je bil razpisan natečaj, ki ga je zmagal Edvard Ravnikar, h kateremu se bomo najbrž ta večer še večkrat vrnili. In po njegovem načrtu naj bi se zgradilo mesto, ki bo sijalo čez mejo. To je bila ideja mesta modernističnega koncepta Corbusierja, ki je zagovarjal koncept sijočega mesta in to je bilo nekako prilika za takrat mlado stroko, ki se je imenovala urbanizem, da ustvari novo mesto za novo družbo. Takrat je bilo obdobje polno entuzijazma, velik zagon, ki je bil tukaj v ozadju nastanka Nove Gorice in
V kratkem času se je mesto začelo takrat graditi. Se pravi, skozi ta nocojšnji pogovor se bomo nekje ustavili mogoče pri samem nastanku, pri konceptih modernizma, potem prišli preko tranzicije do sedanjosti oziroma prihodnosti tega mesta, kakšni so potenciali, kaj mesto ponuja. Ne? In mogoče bi kar začeli z vprašanjem profesorju Vodopivcu, ki je tudi zbral skupaj in izdal se pravi eseje in spise Edvarda Ravnikarja v eno zanimivo publikacijo, kjer je tudi pač seveda večkrat omenjena Nova Gorica. In sicer v članku, ko je bilo 35. obletnica, torej nekje na polovici poti do danes, do letošnjega leta oziroma prihodnega, se Ravnikar že sprašuje, kako oziroma v kolikšni meri je še mogoče popraviti napake, ki so do takrat zgodile in uresničiti tisti prvotni koncept modernističnega mesta Nove Gorice. In tukaj na tem mestu bi vprašal profesora Vodopivca, ali je bilo modernistično mesto utopija ali je prišlo na tej poti izgradnje do človeškega faktora oziroma napak, ki so preprečile tisto prvotno idejo modernističnega mesta, ki bi lahko bilo uspešno, pa Ravnikar pravi, da ni bilo. Hvala lepa. Dober večer še z moje strani. Jaz mislim, da ne vem, koliko je ta zgodba z Ravnikarjevim projektom tu znana. Ne? On je bil pravzaprav angažiran samo od tistega povabljen, niso bili 3 avtorji, to ni bil odprt natečaj za koncept Nove Gorice. To je bil Marko Župančič, Edvard Ravnikar pa Gvardjančič kot lokalni arhitekt. No in takrat se je oblast, še slovenska oblast, to ni bilo na lokalnem nivoju, takratno ministrstvo za gradnje je vodil Matija Maček, jaz ne vem, koliko je to ime danes še znano. Ne. V času Jugoslavije je bil to ena ključnih osebnosti pri odločitvah. No in on je takrat pravzaprav očitno podprl ta projekt. Tudi jaz moram reči, ker bom večkrat omenil verjetno kaj iz te publikacije, ne vem, koliko vam je znana. Jaz namreč, ko sem dobil vabilo za tole okroglo mizo, sem še enkrat prebral eno študijo, ki jo je pa pred 30 leti napisal moj kolega in prijatelj Vinko Torkar, ki pravzaprav zelo dobro povzema teh prvih 25-30 let razvoja Nove Gorice, kjer so tudi nakazani vzroki, zakaj je pravzaprav to neka zamujena priložnost, bi jaz imenoval, modernističnega mesta. Jaz mislim, da je na nek način, kar je paradoks modernizma, je, da je pravzaprav neuspeh že vseeno sam modernizem. Namreč modernizem je istočasno, ko je zagovarjal te za tisti čas izjemno progresivne cilje pri gradnji mest, arhitekture in tako naprej, seveda predvsem v vlogi Corbusierja najbolj očitno, je obenem povzdigoval originalnost, izvirnost. In ko se je Ravnikar leta 50 z tega projekta na nek način umaknil, ali pa so ga umaknili, kakorkoli, ko je pravzaprav ta interes in patronat iz Ljubljane bil prestavljen na lokalni nivo, je dosti hitro bilo jasno, da je pravzaprav Ravnikar tu nezaželen. In vsak naslednji arhitekt, ki je obdeloval Gorico, je pravzaprav začel njo vznične. In je pozabil tako Ravnikarjev koncept, kot tudi koncepte vseh svojih kolegov. Zato je danes Gorica na nek način žrtev tega, kot pravim, tega iskanja izvirnosti, originalnosti, nikakor podpore nekih skupnih konceptov, ampak je nek mozaik, bi jaz rekel, vsaj jaz jo tako doživljam, zdaj se opravičujem, ker govorim pač kot nekdo, ki nisem tu doma. Kljub temu, da Gorica daje vtis nekega vrtnega mesta z obilo zelenja, očitno je moderno mesto v smislu modernistične arhitekture, racionalne, bele, te čiste arhitekture, ampak po drugi strani pa nekega razvidnega koncepta pa ni prostorskega. In jaz jo prej doživljam kot neke vrste mozaik nekih posamičnih interesov, pobud, arhitekturnih zasnov, ki so ene bolj, druge manj uspešne, ampak
tistega, kar bi jih pa vezalo v neko celoto, da bi lahko rekli temu, da je to neko modernistično mesto, mislim, da tega pa žal ni več. No? In bi se pridružil tej ideji ali pa oceni, ki jo je Vinko Torkar tu napisal, da pravzaprav so ji bile že ob samem začetku porezane korenine. Tako da razvoj ni šel v to smer in to je ena izmed tragik, jaz zdaj, da ne bom predolg, no, ampak modernistične arhitekture nasploh, ne, da tudi Corbusier s temi svojimi idejami sijočih mest, higiene, sonca, zelenja, ni uspel uresničiti nobenega od svojih konceptov. Tako da v tem smislu, če bi bila tu izjema, da bi se držali Ravnikarjevega koncepta in res gradili to mesto tako, kot je bilo koncipirano leta 47-48 do 50 leta, kot pravim, je on izdeloval te svoje projekte, spomlad 50, mislim, da je zadnji projekt prišel iz strani njegove skupine, bi imeli verjetno svetovni fenomen pred očmi. Nekaj, s čemer bi se lahko dejansko postavljali v svetu in bi bili lahko tako zanimivi, kot je naprimer Plečnikova Ljubljana ali kakorkoli hočete, v tem strokovnem smislu. Ne. Jaz upam, da sem do neke mere odgovoril na to prvo vprašanje. Če tukaj mogoče razširimo fenomen gradnje novih mest, tako rekoč iz nič, ne. Mogoče iz sociološkega vidika bi vprašal profesora Hočevarja, kakšen je ta moment oziroma kakšno sociološko ozadje gradnje novega mesta, kakšni pogoji mora biti tukaj ustvarjeni, da se mesto prime oziroma da zaživi, da nastane? Ja, najlepša hvala za povabilo. Drugače bi se seveda pridružil, ne. Saj Le Corbusier ni mogel uspeti, pa tudi če je Le Corbusier, zaradi tega, ker je bil tehnokrat in ni razumel družbe, preprosto ni razumel družbe. In to je en od razlogov, zakaj ni uspel. Drugače pa, da se še jaz naslonim na eno od študij, socioloških študij, ki je bila narejena, ne vem, če poznate, leta 1981 je moj kolega Zdravko Mlinar, zdaj akademik, sociolog, je opravil tukaj eno tako res obsežno raziskavo in potem je šla knjiga, ki je bila pol takoj razprodana in se zdaj več ne da dobiti in se je imenovala Humanizacija mesta, sociološke razsežnosti urbanizma. To je temeljilo na eni, predvsej, ne vem, če kdo pozna, temeljilo na eni taki reprezentativni anketi, 450 prebivalcev, vzorec je bil zelo dober, ne, in takrat je Mlinar skušal ugotoviti, ne, kakšen je ta human vidik ali kakšen je ta družbeni vidik tega nastajajočega mesta, čeprav je bilo že takrat staro že 30 let, ne, in je pravzaprav ugotovil nekaj zelo podobnega kot drugje. Pravzaprav nič drugače ni, ne. Mislim, ljudje živijo moderno, ne. Modernizem namreč v sociologiji pomeni malo širše, se pravi neka racionalnost, vključno z individualnostjo, živijo neko svoje življenje, ki je drugačno od tega predhodnega, ne. V Sloveniji je bilo zelo malo urbanosti že prej in pravzaprav ta del, Nova Gorica, ni bil v tem smislu noben poseben, ni bilo nič posebnega, ne, ker je delal že prej tudi v Velenju raziskavo, v Ljubljani recimo in večjih mestih, ne, in je ugotavljal pravzaprav, da se ljudje zelo težko navajajo na urbani način življenja, da so navajeni seveda na tradicionalno življenje, ki je nasprotje modernemu, kot mi recimo v sociologiji razumemo, in potem so kritizirali zlasti prevelike zgradbe, nečloveške velikosti, skratka karkoli že, pomanjkanje določene infrastrukture in podobno. V bistvu na nek način zelo podobno kot kjerkoli drugi, ker so na novo gradili, ne. Edina razlika v bistvu je bila ta, da so hvalili recimo zelene površine, dovolj površin za igranje, za otroke, karkoli že. Drugače pa je bila kritika bolj na mestu takrat, kot pa nek afirmativni pogled na razvoj mesta. Če si pogledate, kakšni so recimo odgovori, kje bi raje živel, tu, kjer sem zdaj, v mestu, v bloku s toliko in toliko stanovanji ali na podeželju, je tako kot kjerkoli druge v Sloveniji in kot še vedno, v bistvu še vedno danes tudi velja, to ljudje tako odgovarjajo, bi raje živel izven mesta. Ampak to je, ni skratka gotovo pravzaprav, ne, da ta poseben status na novo zgrajenega mesta,
ki tudi ni bilo zgrajeno na ta način kot ostala nova mesta, se pravi ne zaradi tega, ker bi se moralo razširiti staro mesto, razširiti karkoli že, ampak ker je bila to neka politična odločitev in drugače, ampak to ni učinkovalo nič drugače na tiste ljudi, ki so sicer morali prihajati v mesta in ne radi. Približno danes se je ta številka malo znižala, ampak kaže se seveda potem tudi v vrednotah o poselitvi, kakršna je, se pravi približno 65% ljudi živi pri nas v individualnih hišah, kar je skoraj da največ v Evropi. Hkrati smo lastniki svojih bivališč, več kot 80% je recimo takšnih. Tukaj smo recimo, in tukaj ni bilo, v Novi Gorici pravzaprav ni bilo nič drugače. Na neki način so ljudje ne radi živeli tukaj, zlasti, če so morali seveda od nekje priti in večina jih je seveda prišlo. In to je, jaz bi tako rekel, da z tega sociološkega vidika, življenje v tem mestu ni nič drugačno kot katerokoli drugo življenje, tako kot ga ljudje vidijo. Skratka, ljudje bi raje živeli v povprečju nekje drugje kot pa tukaj. Vprašanje je zdaj, kako je zdaj, ampak takrat je bilo tako. Hvala. Če lahko samo še pod vprašanje. Vi ste napisali ste knjigo Protiurbanost kot način življenja. Zakaj oziroma ste ugotovili, a so v Sloveniji mesta dovolj dobra, da bi privabili ljudi, oziroma kakšen je ta razlog, zakaj ljudje raje živijo na podeželju kot v mestu? Ja, slovenski prebivalci niso edini, je pa res, da so v tem smislu ekstremni. V Evropi nismo naleteli, ko smo delali primerjalne študije, na tako zelo veliko število ljudi in tako homogeno populacijo v smislu, da mladi, starejši, izobraženi, neizobraženi, kdorkoli v večini želijo živeti ne samo izven mesta, ampak tudi samostojno, se pravi samostojni bivanjski enoti, z nikomer drugim. Idealno je, in to je odgovorilo recimo na tej naši raziskavi 10 let nazaj, idealno je hiša z vrtom in oddaljena od drugih recimo. Potem pa seveda z upadanjem so pomembne še druge, recimo dvojčki pa take zadeve. Najmanj pa seveda bivanje v mestu. Ta protiurbanost kot način življenja izhaja iz enega koncepta urbanističnega oziroma sociološkega iz 30 let prejšnjega stoletja, ki ga je razvil Louis Wirth, kjer pravi, da priseljeni v mesta ali tisti, ki dlje časa živijo v mestu, razvijajo urbanost kot način življenja. In so 3 elementi, ki to ponazarjajo, se pravi raznovrstnost ljudi, heterogenost ljudi, velikost populacije, se pravi populacija in gostota. Nobena od teh zadev seveda niti v enem slovenskem mestu ni izpolnjena, pa kljub vsemu ljudje seveda ne želijo živeti v mestih. Seveda razlog je zgodovinski, morfološki, ne vem, več razlogov je seveda. Industrializacija je bila kasna, razvoj recimo v Avstro-Ogrski in potem v Jugoslaviji je relativno počasen. Zanimivo pa sicer je, da industrializacija vseeno potekala, hkrati pa seveda, ker je bilo zelo veliko parcel, možnost grade in podobno, se mesta niso razvila na ta način kot drugje. Seveda, Nova Gorica je bila seveda tukaj izjema, jasna, ali pa recimo mogoče deloma Velenje. Ampak kljub vsemu seveda, so ljudje šli v mesta zato, ker so morali. In ena knjiga, ena zagrebška kolegica je napisala v sredini 80-ih let knjigo, kjer je analizirala urbano kulturo v slovenskih mestih, zlasti recimo v Ljubljani, nekje druge, in je rekla, in je dala naslov knjigi A kuda idu Slovenci nedeljom. Ugotovila je v bistvu, da pravzaprav, če ne bi imeli migrantov iz bivše Jugoslavije, pravzaprav stara mestna jedra, mesta v slovenskih mestih, vključno z Ljubljano, sploh ne bi mogla normalno funkcionirati, oziroma ne bi ustvarjala nobene urbane kulture. Tako da ta odpor do življenja v mestu je očitno pač neka domačijska orientiranost, parohijalna orientiranost v to neko, bi rekel, tradicionalno individualnost ali pa nek egoizem ali karkoli že. In to se že zmeraj zelo kaže. Tako da kakršnokoli raziskavo na novo delamo, se to pokaže. In mislim, da bo to ustrajalo, dokler ne bo ljudi seveda prisililo, vrednote so zelo taka
zakorenjena zadeva. Ne. Dokler ne bo ljudi prisililo, da bodo morali bolj racionalno razmišljati, na kakšen način bodo živeli. Namreč, ne, ker zdaj morajo biti ljudje bolj mobilni, če želijo delovno mesto imeti. Ne. Včasih je bilo pa tako, ne, najprej štalca pa kravca. Ne. Se pravi, približno 70% ljudi s tem ni imelo problema, zdaj se seveda stvar spreminja. Ne. Ampak kakšne bistvene spremembe ne pričakujemo, ne, zaradi tega, ker je, kot rečeno, to zelo zgodovinsko, ne vem, kako še drugače pogojeno. Samo toliko. No. Hvala. Marko Peterlin, Žeravnikar recimo se v svojih tekstih navezuje oziroma krivi birokracijo za to, da se ni razvijalo, ker so se stvari prestavljale v roke birokratov, ki so pravila zapisovali vedno bolj zapleteno. Kako ti ocenjuješ nastajanje mesta, na primeru Nove Gorice, prej se pogovarjali tudi o Barceloni, mogoče primerjava med temi dvemi mesti, se pravi neka rast mesta, regulirana rast mesta? Ja, hvala, lep pozdrav vsem. Jaz bi mogoče za začetek samo eno tako bi rekel osebno anekdoto, ki je resnična povedal sem, ki ne vem, upam, da ne bo koga užalil. Jaz sem bil takrat kar majčkeno užaljen, ko se mi je to zgodilo. No? In sicer sem eno hrvaško kolegico pripeljal v Novo Gorico, ko smo šli na en izlet in smo se po mestu sprehajali in pač sem razlagal, kakor sem pač vedel o tej zgodovini, o Ravnikarju in tako naprej. In pa smo šli še gor na Sabotin, smo si pogledali še pač Loris, pa to, pa smo šli pa še v Staro Gorico, ne, kot mi grede zanimivost, se mi zdi tukaj noben ne reče Nova Gorica, tukaj reče Gorica, pa Stara Gorica, ne, seveda. In pa smo še tam pa v Fabijanu razglabljali in tako naprej, ne, in pa mi ona enkrat reče, joj, ampak to je pa toliko lepše mesto kot Nova Gorica. In seveda, jaz sem bil tako malo, bi rekel, šokiran, vendarle ona z podobnega, bi rekel, idejnega izhodišča sva izhajala. No, jaz sicer pač mogoče takrat še nekako ponosen na ta, bi rekel, slovensko dediščino moderne arhitekture in kot sem še zdaj, ne, in ampak seveda mi je dal misliti, no, in jaz mislim, da seveda pač nobeno mesto po mojem ni čist koncept, nobeno, ne, tako na kratko. In tista, ki so, pa po mojem ne bi hoteli živeti v njih. Palma Nova recimo je grozen čist koncept, ampak ni več, no, mi grede, ampak pač v večji meri izveden koncept. Pač mesta v svoji zgodovini nekako ne morajo prav dolgo ponavadi zdržati nekega koncepta, ker pač jih obvladujejo neka, bi rekel, poleg nekih notranjih pravil, bi rekel, urbanega razvoja življenja, tudi seveda zunanje okoliščine, no, in je ne, primer Barcelone, ki ga nekako v urbanistični zgodovini poznamo kot enega najbolj takih, bi rekel, impozantnih primerov te, bi rekel, industrijskega mesta, pravzaprav razširitve za to mrežo, ki je povezala, pravzaprav razširila staro mesto in povezala tista predmestja, ki so bila predtem pač, ki so se začela tako zelo naglo razvijati tam v drugi polovici oziroma v sredini 19. stoletja. To mesto se v resnici ni razvijalo po tisti mreži. Ne. Ko sem jaz gledal karte urbanega razvoja Barcelone, ne, se je seveda najprej napolnila ta mreža med starim mestom in temi predmesti, ki so ji bila najbližja, Gracia, pa kaj so bili tam še Poblesek, pa tako naprej. Ne. Tisti deli so se najbolj hitro razvili, ker je bila seveda bližina, faktor drugih dejavnosti, ki so že tam bile, pa po drugi strani pa seveda prijetno okolje novega, ne, kjer je bilo dovolj prostora, kjer so bili dobri pogoji. Ne. In to je seveda, na tem je tudi modernistični urbanizem zelo gradil, no. Zato je seveda tudi Barcelona postala en tak primer tega, bi rekel, na novo zastavljenega mesta. Ne. In Gorica tukaj je seveda imela eno dobro zasnovo v začetku, s tem, da sem se že od nekdaj spraševal, zakaj za vraga niso v Šempetru postavili. No, mislim, tako po logiki, tam si že imel neko jedro, na tisti bi se dal pripeti, ampak seveda logika je bila takrat drugačna, kot je zdaj moja logika. Takrat je bila logika ravno ta, da so hoteli postaviti nekaj novega, nekaj čist nepovezanega z temi starimi vzorci. No. In pač
ta koncept, po katerem se je začela graditi, ne, je, tako kot je profesor Vodopivc opozoril, seveda hitro začel zgubljati to privlačnost, to modno privlačnost, ki je bila takrat vendarle s tem urbanizmom tudi povezana, ne, in so nove doktrine, novi trendi začeli prevladovati. Ne, ta razvoj, ki je najbolj negiral ta izvirni koncept, sta verjetno tele soseske Gradnikova pa Cankarjeva, ki pa je seveda dedič ene druge urbanistične tradicije pri nas, to so pa te modernistične soseske, ki so pa mogoče celo en višek urbanizma, modernističnega urbanizma pri nas. Ne. Tako da tudi mislim, da ljudje cenijo to okolje kot nekaj kvalitetnega, ki zlasti ta javni prostor, ki je med Cankarjevo pa Gradnikovo in tam okrog kot neka kvaliteta pač prepoznan. No. Tako da jaz bi pač rekel, da mesto ima neke različne razvojne stopnje, različne faze in to tudi za Gorico velja. Pa sem odgovoril na vprašanje. Jaz ne vem, koliko vam je domačinom ta zgodba, zakaj se pravzaprav ni v Šempetru to zgodilo, je to znano. Namreč, to je popisan tlele celo en citat Mačka, ki je to v neki obletnici v Gorici tle s ponosom razlagal. On je šel z eno ekipo strokovnjakov in politikov, seveda v tistem času je bilo to nujno, se ogledati obe potencialni lokaciji. Ena je bila v Šempetru, druga je bila tu, kjer Gorica danes stoji. Na kar so šli še na Sveto Goro in z daljnogledom gledali, tako kot veliki urbanisti to počnejo. No in on prav, to je še treba povedati, v tistem času je že prišla ne z italijanske strani, ampak z naše strani zahteva, da mora biti od železnice vzhodno 500-metrski čisti pas brisanega prostora iz varnostnih razlogov in tako naprej. Kar je pomenilo v šempetrski situaciji, da bi pravzaprav že zelo malo prostora ostalo za mesto. Z druge strani Maček, kakor je bil neizobražen, je razumel, da je v Šempetru prvovrstno kmetijsko zemljišče, medtem ko je bilo tu razmeroma močvirnat teren, brez obstoječih stavb, za izjemo, kot veste, starega pokopališča in opekarne. Tako da jaz mislim, da njegova odločitev in kar je govoril v prid šempetrski lokaciji, je bilo edino ugovor, da je tu pravzaprav burja. In njegov argument je, da ta burja piha tudi v Italiji in da če je za Gorico, staro Gorico dobro, bojo tudi tu lahko preživeli s to burjo. Skratka, tako je on ponosno povedal, da je na koncu prevladala njegova modrost, to se pravi politična odločitev in ugovorov tudi z drugih razmislekov, ki so zbrani, tu se vidi, da tudi Gvardjančič se s tem ni strinjal, ampak se ni upal tega izraziti. Skratka, klima je bila bistveno drugačna, kot je danes. To je eno. Drugo je pa glede, jaz bi sam rad nekaj rekel, kar tudi študentom večkrat povem, kad razpravljamo o modernističnih mestih. Treba nekaj vedeti, ne? O začetku 20. stoletja so bili razmere stanovanjske za delavstvo v mestih porazne. Zaradi industrijske revolucije je bil pa naval priseljevanja v mesta tak, da jaz bi sam to številko, da si jo te približno predstavljali. V začetka 20. stoletja je bilo na svetu 1,5 milijarde prebivalcev in slabih 10% jih je živelo, okoli 10% jih je živelo v mestih. Danes nas je 7,5 milijard, pa več kot 50% ljudi živi v mestih. Skratka, graditi na tak historičen način, ki ga vsi občudujemo, od Dubrovnika lahko do Gorice ali kakorkoli, je bilo seveda za ta neverjeten naval v mesta, ki je bil neprimerljiv s kakršnim koli dogodkom v zgodovini stroke, rečemo urbanistične, arhitekturne, kakorkoli temu rečete, je bil popolnoma ena čist neobvladljiva novost. In edin možen pristop, ki je bil seveda, je bil odgovor na te dve temeljni postavki. Eno, graditi mesta na čim bolj racionalen način, da bo možno to sploh obvladati, kar seveda ni uspel, kljub vsem sodobnim tehnologijam. Danes živi že po nekih ocenah, ki sem jih jaz videl, že približno 20% urbane populacije živi v slamih. To je bilo eno, drugo pa zagotoviti delavstvu čim boljše pogoje, kar je pa za njih pomenil za arhitekte, moderniste v 20-30 letih, predvsem seveda čim več zelenja, higiene, dobrega zraka,
ki seveda ni bilo prisotno v stanovanjih, ki so jih naseljevali na začetku stoletja. Tako da to je samo en okvir, da bi lažje razumeli in morda brez neke kritike in nostalgije pač poskušali razumeti tudi dogajanje v stroki, ki je bilo namenjeno predvsem po moje izboljšavi socialnih standardov, na kar pa danes seveda ne mislimo več prav dosti. Če nadaljujemo tukaj, pred tem pogovorom ste mi pokazali eno študijo, ki so naredili leta 2009 študenti na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kjer ste analizirali Ravnikarjev tloris in ga umestili na tloris izgrajene Nove Gorice in ste ugotovili, da je v bistvu velika večina objektov predvidenih po Ravnikarjevem projektu, večina teh lokacij praznih pravzaprav, ne? Kako ocenjujete rezultat te naloge? Je smiselno nekje dograjevati po tem ključu ali kakšna pot bi bila, urbanistična pot bi bila pravilna za razvoj Nove Gorice ali pa zanimiva ali pa najboljša v tem momentu? Ja, to ni lahko odgovoriti. Smisel najbolj že vseh teh 70 let, kar je pravzaprav, ne, Gorica obstaja, ne, pa očitno ni bilo pogojev, ne mislim materialnih, ampak tudi v smislu človeškega faktorja, da bi do tega prišlo. Zdaj, najprej se treba vprašati seveda, zakaj sploh se pogovarjamo še o Ravnikarjevem konceptu. Jaz mislim, da je pomenil eno veliko kvaliteto za mesto, ali pa bi pomenil, če bi bil realiziran, ne. Namreč njegova vizija je le bila ustvariti neko mediteransko mesto, ne, z mediteransko atmosfero, to se pravi narediti. On je to imenoval magistrala, zdaj jaz ne bom predolg razlagal tega, no, ampak ideja je bila skratka, da bi se v tej magistrali družile vse, ne samo te upravno, poslovne in tako naprej administrativne stavbe, ampak seveda tudi ves javni program mestnega življenja, ne, da bi bil to en širok parter ozelenjen s platanom. On je to imenoval ena taka provansalska kako bi rekel, atmosfera mestna, ne, z širokimi fontanami, velikimi, kot pravim, zelenim površinam, terasami, gostinskimi in tako naprej, ne. Zdaj, mesto je šlo v to smer, da je to negiralo zelo malo, ne. En izmed, po mojem, najbolj očitnih projektov, ki je pravzaprav zadal smrtni udarec te ideje, je bila ta Trgovska ulica, ki danes dobro živi. Jaz sem danes tam preko te ulice šel, ne, in je to postal srce mesta, bi lahko rekli, duša mesta, ne, kot prav temu Vuga. In to ljudem odgovarja. Absolutno je pa ta koncept magistrale s tem zgubil svojo legitimnost, lahko tudi rečemo, ne, ker so stavbe, ki so že stale med magistralo in Trgovsko ulico, so zdaj magistrali obrnile hrbet in so se orientirali proti tej notranji Trgovski ulici. Tako da, kot je bilo že prej omenjeno, mesto je pravzaprav sestavljen iz nekih manjših fragmentov, veste, postmodernega obdobja, od dolga trgovskih peš ulic, jaz ne vem, karejske zazidave, skratka, in je tistega modernističnega koncepta, kolikor je ostal, samo še v prometnih smereh, ne. Mi smo pa ta poizkus delali prav zaradi tega, pač po eni strani zato, ker smatramo Ravnikarja danes kot poplečniku največjega slovenskega arhitekta in je velika škoda, da do ene take uresničitve ni prišlo. Vzpodbil nas je tudi tisti članek njegov, ki ga je napisal po 35 letih, ker je imenoval Novo Gorico kot urbanistično bolečino, je on temu rekel, in tragedijo. Češ, da se je zgodilo to pravzaprav isto, kar se dogaja v vseh drugih mestih, se v tem, kar pravim, ni Nova Gorica nobena posebnost, ne. Samo da je morda to toliko bolj očitno, zato ker je bil postavljen en tak izhodiščen koncept na eno popolno čistino, ne. Zdaj tudi sam toliko eno vink še, da rečem, jaz sem v to srečo, da sem videl obe taki mesti v svetu, ki sta najbolj znani, ki sta bili tako na čistino postavljeni, modernistični, Brazilijo in Chandigarh v Indiji, kar je spet en paradoks, ne, da je Corbusier uspel, ki so pravzaprav prihajal iz Francije, rojen v Švici, gradil po vseh kontinentih, mu je uspel eno tako idealno modernistično mesto postaviti v Indiji, ne, v deželi, ki je bila najbolj zaostala, skoraj bi lahko rekli v tistem času.
Ampak obe te dve mesti zelo dobro funkcionirata, presenetljivo dobro, z vso kritično distanco, s katero tudi jaz se zavedam vseh teh socioloških študij, tudi profesor Mlinar je bil moj profesor, tako da tudi razumem vse te sociološke pregovore, ampak zanimivo, da obe zelo dobro živita. Ne? In celo v Indiji Chandigarh velja v celi Indiji, ker sem potoval po Indiji, kjerkoli omenite Chandigarh, oni pravijo City Beautiful. To se pravi, tudi ljudje, ki tam niso nikoli bili, smatrajo, da je to eno lepo mesto in ta potencial je Gorica imela, če bi uresničila to Ravnikarjevo izhodiščno idejo. Ravnikar tudi, morda sam še to, no, ni ločeval arhitekture in urbanizma. On je oboje učil na fakulteti za arhitekturo in je stalno smatral, da je pravzaprav koncept arhitekture tisti, ki v veliki meri posega tudi v koncept urbanizma in obratno, ne? Da gre pravzaprav vpliv v obe smeri in da tega ni možno ločiti. To je tudi na nek način kontinuiteta s Plečnikom, ne, bi lahko rekli. No in mi smo skušali, smo preko plana Gorice, pred 8 leti smo to delali, leta 8-9, no, 8 leti, ja, smo ta projekt študenti naredili, mestna občina, mesto je to takrat podprlo, tudi smo eno brošuro izdali. Mi smo čez obstoječ načrt oziroma aerofotoposnetek urisali gabarite Ravnikarjevih tlorisov objektov, ki jih je on predvidel. In se je izkazalo, da je pravzaprav še en velik del njegovega koncepta vendarle možno realizirati čisto v tej fizični, materialni smislu. Seveda pa v programskem, pa kot rečeno, pa v veliki meri že ne, zato ker se je Gorica že 70 let razvijala, tako kot pravimo, da se je. Ne. Tako da, seveda, sigurno se postavlja vprašanje, kaj sploh, ne. Ampak jaz se tudi, ko sem ta projekt predstavljal pred 8 leti tu v dvorani, ne, sem rekel, smo se pripeljali v Gorico, smo brali Gorica univerzitetno mesto. Ko prišel v Gorico, nimaš vtisa, da si prišel v univerzitetno mesto, ampak imaš vtis, da si prišel v igralniško mesto, ne. Jaz sem tudi v Las Vegasu in pravzaprav je to v manjšem merilu nekaj podobnega. Ne. Zdaj lahko tudi o tem govorimo, ampak to je drugo poglavje. No. Zato jaz pravim, jaz v vseh teh letih in v vseh študijah, ki sem jih prebral ali pa sam sodeloval, naprimer to, kar sem že prej omenil, ki je Torkar naredil pred 30 leti, to, smo jo mi naredili pred 10 leti, ta ekstenzivni članek, o katerem govorimo, ki je Ravnikar naredil pred 35 leti in analiziral, kako on vidi problem Gorice. Nikjer nisem zasledil neke reakcije na vse te pobude, ki bi se orientirale v vprašanju, kaj pravzaprav želimo z Novo Gorico. Kaj bi to mesto sploh bilo? Kakšno, kako bi človek rekel, kaj želi biti? No? Kaj je potencial tega mesta? Ali je to res igralniško mesto, ali je to univerzitetno mesto, ali je to mesto kar tako na meji, pač ki je nastali po naključju teh raznih političnih pobud in tako naprej in nekih slučajnih, če hočete, veste, teh dogovorov mednarodnih so takrat potekali v Parizu, daleč od tle. Vprašanje, koliko je tistih ljudi pri tej pariški konferenci pravzaprav si sploh ogledali situacijo na terenu, koliko so jo poznali leta 46, mislim. Ne. To so bile kupčevanje, ne, med velesilami, ne. Kaj komu pripada in na nesrečo pač je takrat Gorica ostala na italijanski strani. Tako da, jaz mislim, da temeljni problem, ki ga jaz vidim, je, da nobena od teh pobud ne dobi pravzaprav neke resne, kako bi rekel, ne spodbudi nekega resnega dialoga in spraševanja, kaj v prihodnosti tudi želimo z Gorico, pravzaprav z Novo Gorico pravzaprav doseči. Pa je lahko igralniško mesto tudi univerzitetno mesto iz sociološkega vidika? Jaz bi najprej rekel tako, da je kakršenkoli koncept urbanistični, arhitekturni ne bo prepričal ljudi, da bi se zadrževali v mestih, ker se preprosto navade ljudi tako zelo spreminjajo, če recimo vulgarno rečem, ne, pravzaprav ljudje hodijo v službo, nakupujejo in posedejo doma pred televizorjem, računalnikom ali karkoli že. Ne. Kakršnokoli bi bilo mesto, zasnova ali kaj podobnega, ne, nikoli več se ne bi mogla zapolniti z programi, ki so bili v preteklosti izrazito urbani, ne, in so definirali centre in
združevanja v njih in tako naprej. Ne. Tako da jaz mislim, da, ampak to je seveda splošni trend, to ni nič povezano z Novo Gorico. Mene se sicer bolj zanima to morebitno bodoče povezovanje, ki se nekako ne zgodi z italijansko Gorico recimo, ne. Ampak kar se pa Kazina tiče, ne, pa univerze, sam osebno, čeprav sem sociolog, ne vidim kakšnih bistvenih problemov v zvezi s tem, če je stvar recimo uravnotežena. Ne. Če bi recimo zelo veliko študentov tukaj študiralo, recimo, če bi bilo nekaj podobnega, kot je v Kopru, in bi hkrati bila močna gospodarska dejavnost, kot je sedaj. Tukaj ne vidim nobenega problema. Mislim, da je problem ta, da se univerza bolj ne razvije. Zakaj se ne, je drugo vprašanje, seveda, ne. Po eni strani zato, ker so seveda študenti, tisti, ki želijo študirati, grejo študirati kamorkoli, ker je dostopnost bistveno večja, bodisi v Italijo ali pa Ljubljano ali kamorkoli, v Koper recimo, ne. Drugače pa, glede na to, kako velika nasprotovanja so tem Kazinu, ne vidim kakšnih bistvenih problemov v zvezi s tem. Ne vem, zakaj bi recimo, razen tega seveda, da to povzroča lahko kriminal ali neke nezaželene družbene učinke ali karkoli že, ampak na nek način druge dejavnosti pa drugačne in enako negativne lahko. Tako da v vsakem primeru je pa vedno dobro, seveda, če je mesto, če ima mesto ali pa regija, če ima veliko stvari, s čimer se ljudje ukvarjajo, s tem, kar delajo, ne. Se pravi, če so dejavnosti raznotere. Ampak osebno ne vidim kakšnega posebnega problema, da bi se moral ta vpliv Kazina bistveno zmanjšati. Ne vem, kakšno mnenje drugih dveh kolegov. Marko. Lahko tudi to komentiram, ne vem. Mislim, znano je pač, ali pa bi rekel, veliko študij nakazuje, da seveda je družbeni stroški igralništva precej večji od kratkoročnih koristi, ki jih prinašajo. No, to so pač, mislim, načeloma redko katero mesto, ki resno mesto, rekel, večje mesto si prizadeva za to, da bi razvijalo igralništvo, ker pač so znani pač ti negativni učinki, ki so povezani ali s kriminalom ali z zasvojenostmi. Podobno, ampak še pač v ekstremni obliki. No, tako da, ampak seveda za Novo Gorico je to pač, kako je do tega prišlo prav čist natančno, ne vem, ampak se mi zdi, da je en splet na ključi bil, no. Je pa po drugi strani seveda en hiter, lahek prihodek, no, tudi za občino. Tako da je po eni strani vabljivo, po drugi strani pa dolgoročno zagotovo škodljivo, no. Sam, če to. Še to mogoče, ne? A ni bilo to zaradi tega, ker se v Italiji ne sme igrati na srečo, ne? Razen v Benetkah. Ja, seveda, ne? In to je sicer mogoče tragično, ne? Ampak to je edina prava povezava pravzaprav, ne, za Italijo, ki jo sicer pravzaprav ni, ne? To je, treba se pravzaprav vprašati, ne? Zakaj je to edina povezava, ki bi jo pravzaprav lahko, ne vem, politiki, gospodarstveniki, kdorkoli že, tudi ljudje sami verjetno bolj izpostavili. Zdaj, seveda, razumem vse prepreke in jezikovne in psihološke in zgodovinske, karkoli že, ampak to je dokaz, da so možne povezave. In če bo v Italiji zakon, da lahko v pokrajini Friuli, ne, da tam lahko igrajo, potem se bo verjetno tudi kaj spremenilo, ne? In enostavno samo po sebi spontano Kazino ne bo več glavna dejavnost in se bo verjetno moralo mesto usmeriti tudi kaj drugega, ne? Se opravičujem. Še to, ja. V bistvu mislim, da se je to že zgodilo oboje, ne? Mislim, da so že zmehčali to in so odprli nove kazinoje in da se tudi Gorica v bistvu usmerja stran od tega, ker pač ne nese več tako dobro. Ampak v tem smislu mogoče en tak ciničen komentar, seveda v Gorici je bilo idealno, pa v Portorožu mimogrede, ne, razvijati igralništvo, ker seveda so pravzaprav je bila ciljna publika, so bili Italijani, ne, to pomeni, v bistvu so te družbeni stroški v dosti večji meri se poznali na uni strani, ne, kar je bilo seveda grdo, ne, po domače rečeno, ne, ampak je bila pač kalkulacija taka, verjetno. Bi imeli vi kakšen komentar na igralništvo, ja? Ja, to pa je. Mislim, tle pa vse treba kaj reči, no. Jaz mislim, da je to
pravzaprav najslabše, kar se lahko zgodi nekemu mestu, ne, brez zamere, da to rečem. Jaz vem, da je Hit v najboljših letih seveda za to mesto verjetno pomenil en velik ekonomski potencial, ne, ampak po drugi strani pa porušil vsa normalna razmerja, ki v enem urbanem okolju veljajo. Ne. Predvsem morate vedeti, to je dobra informacija, ki sem jo iz krogov kolegov iz Gorice dobil. Ne. Plače v Hitu so bile toliko večje, da je pobral potencial vseh strokovnjakov, ki so bili ključni za druge dejavnosti v mestu. Ne. Kar veste, da lahko pomeni za eno tako majhno, koliko ima danes prebivalcev Gorice, okoli 20 000, nekaj, 14 000 celo, no. Lahko pomeni zelo velik udarc. Drugo reč, kar se jaz tudi zasledil, kar me je neverjetno presenetilo, je pred leti, da je bila pravzaprav v Gorici cena stanovanj primerljiva z ljubljansko. Ne. Veste, to ni bilo v nobenem normalnem mestu, že za Ljubljano je bilo nenormalno. Ne. Jaz sem se zgrozil, ko sem videl, da je to v Gorici primerljivo z Ljubljano in moj odgovor je bil prav ta, da je kupna moč ljudi, ki delajo pri Hitu, tako velika, da so seveda cene stopile na to raven. Kar pomeni nekaj podobnega, kar se dogaja seveda čist drugem merilu, ampak v Silicijevi dolini, ne, ki pravzaprav profesori in zdravniki ne morejo več stanovanj plačevati, ker so stanarine tako visoke za tiste japije, ki delajo pri Googlu, Facebooku in tako dalje. Ne. Skratka, to so neke ekonomski ekscesi, ki se zgodijo v enem okolju in potegnejo za sabo izjemne socialne probleme in protislovja, s katerimi se jaz ne bi tako zlahka sprijaznil, kot je bilo zdaj rečeno. Hvala lepa. Ja, igralništvo je očitno zelo vroča tema za Novo Gorico. Ne. Kot smo slišali, tudi nažalost edina vez z, rečemo, italijansko Gorico, ne, oziroma mogoče ena bolj izrazitih, ampak najbrž so še druge. No. Jaz sem se danes sprehodil tudi ob bivšim, oziroma pač še vedno je to meja, ampak zdaj je to odprta meja. Ne. Zgrajen je bil trg Evrope, oziroma trg Evrope, ki ima nekako to nesrečo, da je ločen železnica od Nove Gorice, da je obrnjen proti Italiji in da je tam spet mogoče ta fenomen, da je pivo cenejše kot v Italiji in hodijo tja Italijani na pivo oziroma na nočno življenje. Ne vem, koliko Novogoričani uporabljate ta prostor, ampak se mi zdi spet ta povezava z Gorico, da to nek, oziroma sprašujem sogovorca tukaj, a je to potencial, ki bi lahko naredil, oziroma že Ravnikar je govoril o ideji Velike Gorice, on je tudi vse posege tukaj nekako dojemal kot začasne, ki se bodo prišli do pravega življenja ob združitvi, se pravi, ko ne bo več meje, ko se Nova Gorica in Stara Gorica združite. Kje so te potenciali somestja dveh, kjer sta dve različne nacije hkrati prisotne in tudi dva različna sistema in tako naprej. Mogoče Marko? Jaz, tako kot potrditev tega, sem bil takrat za 1. maja 2004 na tistem praznovanju, ne, na tem trgu, ki se je kasneje bil poimenovan Trg Evrope pred postajo. Ne. In kar je bilo takrat neverjetno očitno, da takrat ni bilo več ograje in koncert oder je bil skupen, ampak ko si se ti premikal po tisti množici, je bila ločnica tako jezikovna neverjetno ostra, kar je bilo tako fascinantno, glede na to, da ni bilo nobene vidne meje, ne, sploh opazne. Ne. Kot en tak bi rekel, da seveda so kulturni vzorci in neki podedovane navade, ali pa kako ne podedovane, priučene navade, ne. Skratka, ena zelo trden vzorc. No. Ampak kar bi pa tukaj na to temo pa želel povedati, se mi zdi pa to, da mesto pravzaprav, kar ga dela živo, ne, ali pač neživo, niso stavbe, ampak je prostor vmes. Ne. To je v bistvu tisto, kar v tem smislu je ta potencial verjetno tukaj še zelo velik, ker pravzaprav je tega prostora med stavbami, tako bi rekel med grajeno strukturo Nove Gorice in grajeno strukturo Stare, kot seveda na unstran bi rekel Panovca, se pravi Rožna dolina, pa še naprej Šempeter in Stara Gorica. V bistvu tega prostora vmes je veliko, ne, in
In tukaj, po mojem, to je tudi ena glavnih kritik seveda modernističnega urbanizma, ne, da je pozabljal, da je makete pa iz zraka so gledali in tako naprej na mesto, v resnici je pa tisto, kar mesto dela živo, ta prostor vmes in ta prostor je tisti javni prostor mesta v resnici, ki ga ljudje naselijo, no, ki ga tako ali drugače naselijo in s katerim se seveda potrebno ukvarjati še več kot s samimi stavbami mogoče. Ne. In tukaj jaz vidim seveda kar nekaj potencijala tudi za to povezovanje Goric. Ne. Čeprav seveda v resnici ga bi rekel vsakdanje navade ljudi so tiste, ki ga povežejo. Ne. To jaz mislim, poleg igralništva, ki je bilo nekoč to in je ravno to delilo kot povezovalo, verjetno je danes nakupovanje, ne, ki je verjetno nekaj zelo podobnega. Spet bi rekel ena navada, ki ni prav, bi rekel, mestotvorna, ne, in pravzaprav shopping centri na slovenski strani, ne, so uničili obe jedri Goric, ne, obeh Goric, ne, tega in unga, ne. Ampak so pa, bi rekel, navade ljudi so, ne, zdaj, ne samo, da slovenske strani hodijo tja, ampak tudi Italijani hodijo v te shopping centre, ne, in ja, no. Mene pa preseneča kljub vsemu, no, jaz sem fasciniran, da se v tem času ni popolnoma nič, mislim, da se nič ne dogaja v zvezi s povezovanjem, mreženjem ali karkoli že. Tukaj pa po moje res umanjka politični inženiring oziroma politiki iz obeh strani, ki bi morali predstaviti neke programe institucionalnega povezovanja, recimo, ne, takšnega ali drugačnega. Saj nekaj je, ampak očitno premalo. Ne. Jaz preprosto ne verjamem, da bi bil jezik ali pa ta različna kultura, ta glavna ovira. V končni fazi so tudi tam na drugi strani manjšinski ljudje, friulani ali karkoli že, to pravi Italijani. Verjamem, da jim je teže, pa noče govoriti slovensko karkoli že in da se tukaj lažje prilagajajo na italijanščino, ampak tukaj pa po moje gre za vzpostavljanje stikov na institucionalni ravni. Ne vem, zakaj se to ni dogajalo, ali gre za sposobnost ali nesposobnost županov, teh, ki so odgovorni za to, za tiste, ki recimo trgujejo oziroma urejajo neke gospodarske odnose med recimo regijami ali karkoli. Ne. Ampak morda je recimo problem tudi to, ker mi nimamo regij, tam na drugačen način deluje. Nekateri pravijo recimo, da administrativna razdelitev je problematična. Pri nas je drugačna, kot je tam. Preprosto ne razumem, zakaj se hitreje te stiki ne odvijajo. Ampak spontani stiki, kot je kazino, pa nakupovanja, pa recimo sem pa tja kakšna kultura ali karkoli že, če je to edina stvar, ne, potem bi bil to lahko alarm za tiste, ki vodijo to mesto in drugo, seveda, na drugi strani, ne, da se poveže. Medtem ko, da bi se tako urbanistično povezalo, ne, da bi bil to center, tam pa ne vem kaj, ali karkoli že, po mojem nima smisla, ker se tam to mesto tudi ne bo na ta način razvijalo. Tako rekoč demografsko se ne more več razvijati, ker ni več kot toliko ljudi. Ne. V glavnem, jaz sem fasciniran, da se ne dogaja več. Ne vem, skratka, zakaj natančno, ampak to je v bistvu porazno. Ne vem, zakaj je to tako. Ja, mogoče spet eno opažanje iz te lokacije v meji, no, da v bistvu ta ograja, ki je razmejila v državi, še vedno obstaja, samo na tem predelu Trga Evrope, tistih mogoče 10 metrov, kjer te ograje ni več, ne. Vse ostalo ograja še vedno stoji in nekako ob tem se me ves čas v mislih Berlin, recimo, kakšna euforija je spremljala rušitev Berlinskega zidu, ne, spet združitve dveh, takrat pač je bila Nemčija razdeljena, tukaj šlo mogoče za neko drugo politično ozadje, ker ni šlo za isto narod, čeprav Gorica zgodovinsko že po imenu ima slovensko ime, ne, bi tukaj lahko bila neka euforija ob temu, mogoče bi lahko prišli do te euforije izpred 70 let ob takem dogodku, pa vendar se zdi, da še vedno se nekako vsak raje drži na svoji strani. Mogoče bomo potem v neki debati z Novogoričani ugotovili, da se motimo, ampak tako je čutiti zaenkrat. Tukaj bi še vprašal eno zadevo in sicer spet
to, kar omenja že Ravnikar ob svoji kritiki razvoja Nove Gorice po 35 letih, in sicer to je stihija, ki že takrat je prisotna, se pravi neka gradnja, ki nima reda. To je prisotno pravzaprav po celi Sloveniji. Po celi Sloveniji gradimo razpršeno in gradimo brez nekega reda. Tukaj bi vprašal profesorja Vodopivca najprej, se pravi, odgovor stroke na to, ali je ta stihija mogoče neka priložnost, da rečemo, da je to vrtno mesto, ki je tako veliko, da ima 2 milijona prebivalcev, ali je to problem nezadovoljivih mest, ki bi privabili te prebivalce v mesta? To je zelo kompleksno vprašanje. Čisto enostavno, najenostavnejši odgovor je ta, da je bilo pravzaprav naša stanovanjska politika tako neuspešna, da je bilo cenejše zgraditi eno družinsko hišo, kot pa kupiti eno dostojno stanovanje v mestu. In tako da tudi tisti ljudje, ki so se priselili v mesta zaradi ekonomskih razlogov, da bi v mestih prišli do zaslužka, so se pravzaprav ne zaradi neke nostalgije pa želje po zelenju, ampak velikokrat vračali v svoje rodno okolje in tam gradili hiše skupaj s pomočjo sosedov, ker je, kot pravim, bilo to neprimerljivo cenejš, možno je bilo narediti v več fazah, v etapah in tako naprej, z lesom, ki so ga pač iz gozda dobili na parceli, ki je bila že v lasti morda staršev in tako dalje. Ampak to je v veliki meri uničilo slovensko podeželje, ne? Če vi danes pogledate, Slovenija je po mojem res ena najlepših dežel, bi jaz rekel, no, ki smo jo pa uničili predvsem z eno družinsko gradnjo, ne. Tako da jaz mislim, ta ideal Slovenca živeti v hiši z vrtom, ne. Jaz se namreč to spomnim prav z predavanja profesorja Mlinarja, ko sem jaz študiral, pa nam je on urbano sociologijo predaval. To je en tak ideal, ki je pravzaprav zelo iracionalen, ker po eni strani, kot pravim, prizadene okolje, v največji meri, danes vemo, da je tudi ekološko, je pravzaprav gosta naselitev blizu, dosti bližji ne idealom, ampak rečemo vsaj temu, kar se zauzema danes napreden del človeštva, zaradi čisto enostavno okoljskih problemov. To je prvo. Drugo je pa, da pravzaprav, kot pravim, je to izraz nekih anomalij v naši, če hočete, stanovanjski politiki, ne, da je bila cena stanovanj vedno predraga, ne, popolnoma izrojena, ne, in neprimerljiva z razvitim delom sveta. Jaz lahko povem eno tako malo anekdoto. Ko sem jo pred leti v inženiriji skupaj z Avstrijci, so mi oni povedali, da je za njih zaslužek pri stanovanjski gradnji 5% optimalen, če zaslužijo kaj več, toliko boljš. V istem času, takrat se je v Ljubljani gradila stanovanjska gradnja s 50 do 100% zaslužki. Tako daleč smo mi od Avstrije, ki pravzaprav mijimo na njo, ne, vsakodnevno. Mi smo bili ena popolnoma ekonomsko podivjana družba, ne, in rezultati so pravzaprav to, kar so, ne, kot pravim, da imamo danes v veliki meri to prekrasno deželo uničeno z eno družinsko gradnjo. No. Drug vzrok, pravim, da je pa ta ideja, ne, v živeti v hiši z vrtom, seveda tudi dohodkovno nedosegljiva za en velik del prebivalstva, ne, ker pa v eni organizirani gradnji, ki je tudi komunalno opremljena. Namreč med drugim, za Slovenijo je bil največjih problemov pri pridruževanju Evropsko unijo, da imamo izjemno nizek nivo komunalne opremljenosti podeželja. Ta razpršena gradnja pomeni, pravzaprav se vsi predstavljate, da ima vsaka druga hiša, ali pa jaz ne vem, zdaj sem to na pamet rekel, ima svojo lastno greznico, kar je popolnoma nesprejemljiv za sodobno okolje, da ima komunalne priključke ali ne, še druge je veliko vprašanje. Predvsem pa to nemogoče opremiti, ne, ker je to cenovno nemogoče, in če bi to res padli na te direktno breme na uporabnike, bi bilo to seveda za marsikoga pomenilo potrebo, da se izseli iz teh hiš. Ne. Tako da, veste,
nekaj je spraševati ljudi, kaj bi radi, drugo je pa, kaj je pravzaprav v okviru njihovih zmožnosti. Ne. Zato jaz pravim, da postavljati neke ideale brez nekega širšega konteksta in razumevanja tudi ekonomskih pogojev, v katerih živi neka okolje in tako dalje, je seveda zelo težko jih postaviti na realna tla. Tukaj bi še en komentar. Marko? Direkten komentar na drago komunalno opremljanje. Seveda, mislim, ob teh estetskih vidikih, seveda, ki so lahko pač nekomu takšni ali drugačni, ampak in okoljska škoda, ki se seveda dogaja z potrato energije zaradi prometa, ki je posledica tega, ne, zaradi porabe energije, je, bi rekel, dolgoročna. Poleg tega je pa bolj kratkoročna in nekaj, kar bomo definitivno mi živeli, posledice tega je pa ta problem komunalnega opremljanja. Ne. Občine so dejansko poskusile komunalno opremiti to, ne, in to delno z evropskimi sredstvi, delno z državnimi, veliko pa so se mogle same zadolžiti. In to je občine grozno obremenilo. V resnici so to posojila, zaradi katerih jim je zmanjkalo denarja za veliko drugih projektov, ki bi bili seveda lahko še kako koristni za kaj drugega, ne. In to nas bo pa seveda teplo še in te stroški se bodo na koncu prenesli seveda na neke uporabnike čez toliko in toliko let, desetletij, to bomo videli, kdaj bo pač to počlo, ker občine ne bodo več zmogle tega. In to so neke posledice tega, te neobstoječe praktično ali pa zelo šibke stanovanjske politike, sicer zlasti po 80-ih, ne. V bistvu vsaj tam v 60-ih, 70-ih je nekaj časa bila malo boljša, no? Je imela, bi rekel, potencial, da se razvije ta stanovanjska politika, ki je pa potem, žal, smo jo popolnoma opustili. Ne? In tukaj so, mislim, kar se zdaj dogaja na nepremičninskem trgu, je spet isto, kot se je pravzaprav v najslabših časih dogajalo. In jaz se bojim, da bomo v Ljubljani doživeli kolaps popoln, mislim, tega, da si ljudje enostavno ne bodo več mogli privoščiti živeti v Ljubljani in bomo spet seveda pognali to suburbanizacijo. Ne? Tukaj bi jaz sam komentiral še to podeželsko pa suburbanost. No. Meni se zdi, da pač Slovenija je zamejena z jezikom bolj kot ne, no. Ne toliko z mejami, takimi ali drugačnimi. In to je ena okolje, znotraj katerega se pač razvija nek urbani sistem. No. In ta urbani sistem ni bil nikoli posebej centraliziran, najprej zaradi avstrijskih dežel, ne, ker je imela vsaka pač svojo neko glavno mesto, potem pa seveda tudi zaradi sistematične politike, ki ni Ljubljano toliko forsirala za središče. V bistvu se šele zadnjih 20 let recimo zares centralizacija dogaja. Ne? In jaz mislim, da za nas so pač značilna ena manjša mesta, no? In da to ni nujno, ne, da to ni ta tip urbanosti, seveda, ki ga verjetno sociologi v 30 letih so prepoznavali in je en drugačen tip urbanosti, ampak še zmeraj gre za verjetno, ne, zdaj nisem sociolog, čeprav so me zanj proglasili enkrat, jaz sem sicer arhitekt, študent, profesor Vodopivca bil in je pač ne poznam toliko teh teorij, ampak sigurno je malo drugačen način življenja, ki pa ni podeželski. No. To pa, o tem pa po mojem težko govorimo. Je pa po mojem večji del Slovenije suburban. No. To, kakorkoli se že to, bi rekel, definira, neko primestje, neko tako umestno in večina naših mest, ki jih imenujemo mesta, so pravzaprav to. No. Tudi Gorica je cela neke vrste suburbija. Ja, seveda. Ja. Jaz mislim, da suburbana območja pri nas definitivno, mislim, da jih požira tako mesta kot podeželje. Ne? Se pravi, v bistvu večina ljudi pravzaprav živi na nek način, seveda, ker podeželje ni več podeželje, kot je bilo nekoč s kmetijstvom, približno 3% ljudi se ukvarja. To je zelo zanimivo. Ne? 2 do 3% ljudi se ukvarja s kmetijstvom, hkrati pa je tako imenovana deagrarizacija popolna, bistveno večja kot drugod, kjer se več ljudi ukvarja s kmetijstvom. Ne? Se pravi, ljudje v bistvu živijo, mislim, tam, kjer dobijo parcelo. Ne? In vprašati se seveda je, ne? Te vrednote so seveda odvisne od tega, kako usmerja tudi politika, ne samo stanovanjsko politiko, ampak tudi prostorsko planiranje, pa ne samo urbano planiranje, ampak prostorsko planiranje nasploh. Se pravi, kako da je politika v končni fazi, urbanisti, planerji, tudi sociologi, kdorkoli že, so dovoljevali 50-60 let, da se je ta razprošena poselitev zgodila, pa ne samo poselitev, vključno zadevo, to pa so seveda avtoceste. Ne? Hkrati se seveda imamo več avtocest po prebivalcu kot Nemci, ne? Imamo pa eno najslabših recimo železniških infrastruktur v Evropi.
Se pravi, bolj kot drugi se vozimo z avtomobili in jasno stvar, ker je vse premreženo, se ljudje, če se le lahko, naselijo potem v bližini. Se pravi, ne na podeželju, ampak v suburbanih območjih. In glede na to, da je glavna stvar potrošništvo in po drugi strani domocentrično, se pravi, da so ljudje doma, ljudje preprosto ne vidijo kakšnega posebnega razloga, jaz sem v to prepričan. Ne? Če bi zdaj, seveda, če ljudi vprašamo, jasno, da bodo izrazili svoje želje, ne? Ali pa svoje prepričanja, ne? Ampak tudi, če bi se resnično lahko odločili, ne? Racionalno, se pravi, da bi morali plačevati visoke stroške za komunalno opremljenost, ker do zdaj je bila relativno socializirana, enostavno bi si pri nas ljudje želeli živeti v hiši z vrtom. Mislim, to dokazujejo čisto vse raziskave, ki jih delamo ves čas. Enostavno, mislim, res pa seveda je, ne, če bi bila regulacija boljša, če bi bile sankcije večje, recimo, glede črnograditeljstva, ne, zakaj se toliko časa dogajalo? Potem bi verjetno tudi vrednotni sistem bil malo drugačen. Ne? Se pravi, ne bi tako zelo močno usmerjen v individualno gradnjo. Poleg tega se strinjam, seveda, ekonomski razlogi so bistveni, cena stanovanj in podobno. Ne? Na ta račun gre gotovo, ne vem, 10-15% bivajočih, recimo, ki bi bivali v mestu ali pa karkoli že. Ne? Ampak da bi se ukvarjali zdaj z recentralizacijo preseljevanja ljudi v mesta, v mestna središča ali karkoli, ne? Tako, na to tako velik način, mislim, tako zelo obsežno, to nikjer tudi drugje ne gre, pa verjetno tudi v Sloveniji ne bo šlo. Ne? Mislim to. No, v Ameriki je seveda zadnjih 10 let trend reurbanizacije. Ja, ne? mislim, deloma, ja. Ja, in tudi moja generacija, kako jaz poznam, že drugače, pa zlasti pa še mlajši, no, verjetno vaša, ne? Drugače dojema. Ne? Mladi brez otrok izobraženi. To je populacija, ki gre v mesto. In jaz mislim, da se tukaj tudi seveda spreminjajo ravno to, no, da ljudje niso več čisto vsi zadovoljni s tem, da so doma. No. In tukaj jaz vidim, bi rekel, to, kar jaz vidim kot najbolj pozitiven razvoj dogodkov v naših mestih zadnja leta. No. In tudi v Gorici se pravzaprav dogaja, to so te pobude od spodaj navzgor. No. To je nekaj, kar je oživlja mesta na vse možne načine, še najmanj fizično. Bistveno bolj pomembno je, da se pač neko javno življenje začenja odvijati, ki pač ima neke elemente seveda tega urbanega življenja, neke elemente javnega življenja, ne, vrtičkarstvo ni, zdaj bi rekel, da tipična urbana praksa, pa vendar, ne, seveda je, ne, ker se je razvijala z industrijskim mestom, ni to podeželska praksa, ne, in tako naprej. No. Tako da tukaj mogoče bi se dal še seveda kaj več povedati, če bo interes. Sigurno, ja. So dogajanje v mestu tisto, kar mesto najbrž ustvarja kot mesto. Ne. Zdaj mogoče, če organizatorje vprašam, ali zaključujemo mi, ali še vprašamo občinstvo za kak komentar, za kakšno vprašanje, bi bili zelo veseli nekega odziva, kako Novogoričani doživljate mesto. Je mesto v zadnjem času se spremenilo oziroma je prijetno živeti v Novi Gorici? Super. Zakaj? Arhitekti, ne? Ja. Jaz upam, da bomo, oziroma mogoče bi želel si to še za konec reči, da arhitekti ne bi ugotavljali vedno storjenih napak za nazaj, ampak da bi lahko tudi nekoč ugotavljali stvari, ki so bile dobro načrtovane in dobro izvedene. Jaz mislim, da tukaj smo kar nekaj točk Nove Gorice odprli, nekaj razmišljanj, nekaj konceptov. Vsekakor bi eno vprašanje že postavil, če lahko. Lahko. Ja. Mislim, res me zanima, kaj vi mislite, zakaj se Gorici ne povezujeta v pravem pomenu besede, zakaj ni več pravih povezav? Lahko je eno anekdoto mogoče. Jaz sem že eno leto v Stari Gorici, ne? In čisto na trgu, in enkrat sem hodil, sem šel laufat in gledam tako
skrajno brez veze šliziral. Prav, kulturne razlike so tako velike, ali kaj? Ne vem. Kaj imajo? Lahko jaz dam več komentar. Jaz mislim, da to nepovezovanje je bolj mit, ki si ga radi vsi pred sabo ponavljamo kot ne. Zdaj, ko govorimo o povezovanju, nepovezovanju, moramo zmeraj vedeti, da povezovanje od zgoraj ne more nikoli uspeti. Lahko so neke pobude, neke prijateljske besede, mislim, da tle med občinami je, čeprav ne, je kot je, ne. Seveda, politiki imajo svoje volilno telo in morajo paziti vedno, kaj bodo rekli, ampak zanimivo, recimo ravno na drugi strani meje, kjer je župan, ki je moral v medijih vedno zaradi svojega volilnega telesa govoriti proti Slovencem, je v akcijah, konkretnih akcijah bil vedno in se je v bistvu v zadnjih 8-7 letih res največ naredilo za povezovanje. Mislim, da povezovanje se dogaja tudi skozi neke inštitucije, kot je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ki sicer gotovo nima še pravnega kadra, da bi funkcioniralo kot je, ampak recimo na pravno formalni ravni deluje. Ustvarja se skupni sistem bolniški tudi, tako da mislim, da pobud je. Zdaj pa moramo razumeti tako, da stvar rabi svoj čas. Da preprosto, zdaj ko opazujemo mi Novo Gorico in Gorico, opazujemo, da ljudje se začenjajo priseljevati, ker se jih bolj splača. Novo Italijano odpira firmo v Novi Gorici in obratno. Če gremo danes v center Nove Gorice, bomo našteli 3 bare, gostince, ki jih vodijo Italijani in obratno na travniku v Stari Gorici. Mladina, torej mlajša generacija, se uči slovenščino bistveno bolj aktivno, kot se slovenska strana uči italijanščino. In skupine mladih, torej ljudje, ki imajo 18 let, se že družijo. Tako da mislim, da mi moramo zdaj pač preprosto počakati nekaj časa, da se bo stvar preprosto zgodila. Ne? Zdaj pa, zakaj ni več projektov in več pobud, je pa to zaradi, po mojem, drugih razlogov, kot to, da se ljudje nočejo družiti med sabo. Problem je mogoče tudi to, da je v bistvu disfunkcionalna nevladna scena, premalo denarja je noter, da kulturni denar več ali manj ostaja v prestolnici in da preprosto take zadeve se težko sformirajo, kolikor ni denarja, se je težko prijavljati na evropski projekt in tako naprej. Ampak mislim, da dostikrat in tudi Novogoričani, ko govorimo med sabo, mislim, da se spreminja, da ne znamo mi niti več opažati teh sprememb. Ne znamo videti, kje se dogaja. Recimo mi, ki smo prevzeli prostor bivšega mejnega prehoda, jaz recimo dosti opazujem, da se dogaja te spremembe. In mislim, da čez par let bomo znali videti tudi trend v porokah in tako naprej. Seveda, ne, ljudje se poročajo zdaj pri 35-40 letih, torej, če imajo 20 let, ne, se bojo poročali čez 20 let, ne, mislim, kdaj se bojo pa poročali. Tako da, mislim, da, in zdaj jaz mislim, da, kot se zaključim, da recimo projekt Evropske prestolnice kulture, katerega je vstopila Nova Gorica, in kot plan povezovanja teh dveh mest, povabila Gorico zraven, ki je takoj pristopila, naredila tudi svojo programsko skupino, da so to pač neki projekti, ki bojo omogočili na malo bolj sistematični ravni začenjati mešati populacijo. Ampak še enkrat hočem poudariti, populacija ni, da se ne meša, ni, da se pač meša počasneje. In mislim, da če je prvo zdaj odprto meja. Dejansko, element prehod skozi Jarčevo ulico obstaja zadnje 3-4 leta, tako da zdaj še ne opazimo, kako ljudje prihajajo, če ne, kako obiskujejo lokale, kako obiskujejo, ne. Prej je bilo tudi fizično težje. Tako da, to samo komentarno. Ok, jaz se zahvaljujem. Še en komentar. Glede tako anekdota, ne, v Stari Gorici ni več porodnišnice. Mogoče je to sebi nadaljevati. Se pravi, morajo To je hoditi super roditi ali v Palmanovo, ali v Tržič, ali ne vem kam. Šempeter. Recimo, mimo grede. Drugo pa mislim,
hodijo sem rojevati. Lahko ne, je predvsem problemov čisto... To bi bil dokaz, recimo, ne, če ne bi tega strahu. Najbrž zaradi državljanstva in takih stvari, ne? Težko je, no polno enih obrazov bilo treba rešiti, ne. Ampak drugače pa, jaz nisem strokovnjak, ampak urbanistika ima po mojem tudi vpliv. Ta 500-metrski pas, o katerem ste govorili, se še kako pozna, tam je železniška proga, ki je popolnoma mrtva, in ne vem, kdo se vozi z vlakom še, ne. In seveda je ta 500-metrski pas nekaj, kar nas pač tja ne pritegne. Res je pač, ne vem, celo ograja še na tistem trgu Evrope je nemogoče z avtom zakrožiti, recimo, nimaš tam kje parkirati, tam na italijanski strani tudi ni nič, ne. In Nova Gorica ima pa preveč centrov, se mi zdi, ne. Recimo ta trg Travnik ne funkcionira. Bevkova knjižnica fantastično funkcionira, ker je tako velika, da se v njej lahko zgubiš, ampak ob 7 jo zaprejo, ne. Študenti se tam učijo, dijaki se učijo, ob 7 se te naženejo ven. Bevkov trg vendarle živi, tam je stalno živahno, ne. Trg Evrope, ne vem, res obstaja samo za obskurne zgodbe, ne, za 3 Italijane, ki pridejo tja na pivo, ne. Tako da, ja, se pozna, mislim. Ja, kar se tiče povezovanja, bi se strinjal mogoče, da seveda ni, če primerjamo Berlin pa Gorici, ne, Berlin je seveda eno grozno transformacijo doživel v tem času, ampak pomislimo na ves denar, ki se je seveda stekel s tem namenom, ne, da se seveda to zgodi, pa še zmeraj imajo ogromen težav, ne. In tukaj pravzaprav sta obe mesti periferija svojih, bi rekel, zaledij, ne, in nobeno nima nekega resnega finančnega, bi rekel, zaledja, nobeno ni prav bogato mesto, in najbrž je res največji potencial v tem povezovanju od spodaj, ne. To je trdno, to je tisto, kar pravzaprav ima dolgoročne vezistke, ne. Ampak jaz vseeno kljub tem seveda pobudam in Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje in tudi zdaj konec koncev je ta celostna teritorialne naložbe so pravzaprav tukajle namenili nekaj denarja temu, kar pač za institucionalno povezovanje, glih zdravstva recimo pa šolstva in tako naprej, ne. Jaz mislim, da manjka en kanček te vizije od zgoraj navzdol vendarle. Najbolj uspešne zgodbe so tiste, kjer pač pride z obeh strani, ne. In mislim, jaz tukaj upravo sicer vidim, da se premika, upravni del, politični del, pa ne vidim, no. Ga nisem nikoli prav močno videl, no, te vizije. Bo treba počakati še par let. Ne vem, ali pa kako? Zahvaljujemo se organizatorjem za to možnost te debate, zahvaljujemo se vsem udeležencem okrogle mize in lep večer naprej, ne? Saj se ne zbežimo še nekaj. Hvala lepa.